Na Nizozemskem, ko sprašujejo ljudi po cesti, po ulici, ali podpirajo evtanazijo, v bistvu jih velika večina podpira. Ampak zanimivo je potem, ko jih vprašajo, če poznajo koga, ki je naredil evtanazijo, in velikokrat takrat pridejo solze in žalost. Kot zdravnica si nisem nikoli predstavljala, da se bom morala ukvarjati s problemom evtanazije. Evtanazija pomeni poseg v človeško telo z namenom usmrtitve. Evtanazija se je izrodila z eno evgeniko, se je rekla, veda, ki je po odkritju genov so začeli iskati pot do teh boljših genov in razmišljali o tem, kako bi selekcijo delali. In recimo že v času Hitlerjevega nacizma je bilo približno 300,000 ljudi najprej steriliziranih, potem so bili pa ti z evtanazijskim zakonom tudi usmrčeni. Od 300 do 400,000 jih je bilo na tak način usmrčenih. V nemških vadnicah so pa otroci dobili v tem času, ko je Hitler ta zakon izdal, oziroma pred tem, da so ga Nemci sprejeli, so pa dobili podobne naloge. Graditev bolnišnice za duševne bolnike stane toliko in toliko. Zračunajte, koliko delavskih stanovanj bi mi za ta denar dobili, če eno stanovanje stane toliko pa toliko. To so bile uporabne naloge, s katerimi so pripravljali nemški narod na evtanazijo. In to je en strašen madež bil, ker je tudi recimo Hitler tudi zdravnike v to vpletel, da so ti recimo kot edina profesionalna skupina bili ob koncu druge svetovne vojne na Nürnberških procesih sojeni in so bili tudi obešeni. Ta zakon, ki se obeta, je nekako že vzpostavil neko porušenje v odnosu med zdravnikom in bolnikom. Bolniki, ki so bili od nekdaj navajeni, da bodo dobili pri zdravniku pomoč, zdravljenje, bodo naenkrat pred to dilemo, ali jim bo ta zdravnik ponudil z eno roko zdravljenje, z drugo pa mora biti tudi končanje življenja. Ukolikor je opcija evtanazija ali pomoč pri samomoru, ima lahko bolnik upravičen ali neupravičen občutek, da mogoče zdravnik ne bo za vsako ceno ohranjal življenja. Mi smo vedno bili poklicani za to, da pomagamo bolniku, da rešujemo življenje in da ga poskušamo narediti čim bolj kvalitetnega, tudi če ga ne moremo ozdraviti. To najtesnejše zavezništvo, ki je od nekdaj obstajalo med zdravnikom in bolnikom, se bo počasi začelo krhati, ker ne bo več tega zaupanja. In zdravnik, ki je s svojim poslanstvom od nekdaj bil nosilec življenja, pomoči, boljšanja kakovosti življenja, bo tudi izgubil to svojo funkcijo in poslanstvo, ki ga zavezuje, da dela samo dobro za bolnika. Ena prvih stvari, ki me je zelo prizadela, je bil izračun, koliko se prihrani pri evtanaziji starega, bolnega, nepokretnega človeka, kolikokrat 1000 evrov se prihrani, če tak star človek vegetira leta in leta. In če recimo računamo tudi s tem, da so pri nas zdravstvena, paliativna, dolgotrajna oskrba in pokojninska reforma neurejeni, so tudi tukaj neki odgovori, o katerih se ne govori. Od države pričakujemo,
da najprej zagotovi ustavne pravice, da je Slovenija socialna država, ki varuje človekovo dostojanstvo in pravico do zdravstvenega varstva. Osnovni motiv je bil verjetno šparanje. To je nekaj, kar je absolutno nedopustno, da bi se recimo delalo pač z nekim poklicem, in zato to ne sme nikoli priti do zdravstvenega osebja. Mora biti nekaj, kar gre v roke nekemu profesionalnemu poklicu. Včasih so bili to pač različni krvniki, a ne? Danes jim rečejo evtanazisti, in ti bodo lahko tudi bodoče na tak način pomagali, oziroma naj družba naredi to tako, kot so to Avstrijci naredili, pa Nemci, pa Švicari, a ne? Da pač dobiš toksično substanco in jo lahko vzameš ali pa ne vzameš, kot tudi recimo pri samomorih. Mi imamo približno 90% rešenih pri poskusih samomora in ti nikoli več ne poskušajo. To je klic na pomoč, klic za življenje, klic po solidarnosti, po medčloveškem sožitju, po vsem tistem plemenitem, dobrem, toplem človeškem dotiku. Potem vsi hrpenimo. Kljub temu, da nas želijo prepričati, da ljudje izbirajo evtanazijo zaradi tega, ker jih boli, je daleč od tega. Bolečina je šele na 5. mestu med vzroki, zaradi katerih se ljudje recimo ponekod odločijo za tako smrt. A ne? Šele na 5. mestu. Ljudje delajo samomor, delajo evtanazije zaradi tega, ker so obupani. Najbolj pogost razlog, zakaj delajo evtanazijo, je recimo izguba avtonomije ali pa to, da jaz ne morem več delati tistih stvari, ki sem jih delal v preteklosti, ker je v bistvu definicija starosti. Sama skozi vsa ta leta dela z težkimi onkološkimi bolniki nisem srečala bolnikov, ki bi si želeli prej umreti, čeprav so bili v težkem in hudem stanju. Celo nasprotno, nekako se mi je zdelo, da se skoraj nerealno oklepajo življenja. Vsi pa seveda želijo naše pomoči, oziroma so bili na nas kar precej navezani. Glede, v vseh 37 letih mojega dela zdravniškega nisem nikoli srečal človeka, ki bi se želel umreti. Ena gospa mi je tudi rekla, ko bi že odšla z tega sveta, ampak ko pa pridejo svojci, ko jih stisnemo za roko, te misli grejo. Pa ne samo, ko smo bolni, tudi ko smo pa zdravi, res vsak rabi bližino, in ta zakon tega ne daje. Imamo zdaj recimo že knjige o belgijskih, nizozemskih zdravnikih, drugem zdravstvenem osebju, ki sodeluje pri teh procesih evtanazije. Knjiga prav Evtanazija, popolna zgodba o tem, kjer pričajo zdravniki, ki recimo morajo ubijati medicinske sestre, o depresijah, o izstopu iz poklica, o selitvah drugam, o nočnih morah, o tem, kako sanjajo te ljudi, ki ne morejo umreti. Slovenski zakon predvideva, da bi zdravnik ali diplomirana medicinska sestra morala bolniku prinesti toksično substanco iz lekarne, mu nastaviti venski kanal, sam bi si moral dotični ubrizgati to substanco in potem bi moral osebje biti pri njem do smrti in do prihoda mrliško-ugledne službe. Tukaj je nujno poudariti, da te smrti ne potekajo tako idealno, kot se mogoče vidi. Recimo v zvezni državi Oregon v Ameriki imajo statistiko, da je več kot 15% ljudi umira tudi do 100 ur. A bo tukaj zdravnik 100 ur čakal, da bo ta človek umrl? To jaz absolutno zavračam. Če to bo sprejeto, naj pač kdorkoli, ne vem, od drugih medicinskih poklicov ali pa priučeni, to ni tako strašno težko, bodo ti izvajalci, naj pa v to ne silijo zdravnikov. Mi imamo primere
recimo veterinarjev, ki ima edini licenco za ubijanje. Oni imajo 3-krat višjo stopnjo samomorilnosti kot vsi drugi poklici. Tudi oni niso študirali vsega tega težkega študija, da bodo toliko in toliko kužkov morali pobiti in muck pobiti in drugih živali. In oni imajo potem tudi te toksine seveda pri sebi, pri rokah in tudi sebi na enak način smrt naredijo. Torej, to dokazuje, da človek preprosto ne more tega z lahkoto narediti. To ni delo zdravnika, to tudi ni delo medicinske sestre, to ni delo zdravstvenega osebja. Kjer imajo zakon o pomoči pri samomoru, nikjer ne sodeluje zdravstveno osebje. Mislim, da je treba iskati bolj v tem smislu ustrezne rešitve. Ustrezni odziv na stiske teh ljudi ni smrt, temveč zagotavljanje ustrezne, paliativne in dolgotrajne oskrbe. Paliativna oskrba je celostna obravnava neozdravljivo bolnih, to so lahko bolniki z rakom ali tudi drugimi kroničnimi neozdravljivimi boleznimi. Njen sestavni del je oskrba bolnika ter podpora bolnikovih svojcev, ki oskrbujejo takega bolnika, in bolniku poskušamo pomagati tako glede njegovih telesnih simptomov, psiholoških, duhovnih in tudi duševnih stisk, ki jih bolniki doživljajo v času življenja z tako boleznijo. Sprašujemo se, zakaj tak zakon. In poleg tega, da se družba spreminja, pa da je individualnost vse večja, pa da pravijo moja smrt, moja pravica, ja, ampak ne moja dolžnost, ne dolžnost zdravnika, ne dolžnost medicinske sestre, zdravstvenega osebja. V svetu, kjer imajo ta zakon o asistiranem samomoru, imajo evtanaziste, ki to delajo v Švici recimo v Avstriji imajo pa samo tako, da sam dvigneš trup, v lekarni ga dobiš in ga vzameš ali ga ne vzameš, in na koncu recimo samo 10% jih umre. Vsak samomor, ne glede na to, ali ga država podpira ali ne, je tragedija. Zaradi tega, ker se svojci vedno sprašujejo o tem, če bi jaz kaj drugače naredil, ali bi lahko ta oseba še živela danes. Kot družba ves čas že skozi zgodovino človeštva ohranjamo življenje in se borimo za vsako življenje. Cel ustroj, cela mašinerija po domače naše države zasleduje en sam cilj, in sicer ohranjanje življenja. V primeru samomorilca se sproži cel mehanizem za to, da se ga prepriča, da ne bi storil samomora. Res v veliki večini je slovensko zdravništvo, slovenska zdravniška stroka ta zakon oziroma tudi so to filozofijo smrti, evtanazijo zavrnila. Vse naše vrhunske zdravniške organizacije, Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Slovenska medicinska akademija, Medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru in tako naprej, so absolutno proti temu zakonu. Zakon pravzaprav nič kaj ne govori o umiranju takih zelo težko bolnih, terminalno bolnih ljudi, kaj bi človek pričakoval, ampak ves čas govori samo o brezmejnem trpljenju. In ne opredeli tega brezmejnega trpljenja, ga ne definira, tako da se niti ne ve točno, kaj bi naj to brezmejno trpljenje bilo. Zanimiva situacija je tudi v Belgiji, ko kot hudo neozdravljivo bolezen v bistvu definirajo tudi več neozdravljivih stanj, ki niso tako hude, pa se skupaj v bistvu seštevajo kot hudo neozdravljivo bolezen. Rečejo temu polipatologija. In kaj je on definiral, kot kaj je to lahko? Lahko je malo slabše slišim, malo slabše vidim, malo slabše hodim, težko uriniram. In to so vse definicija starosti. In to seveda, glede na to, da zakon samo prepoveduje do 18. leta to uporabo, je lahko to tudi, recimo, so to lahko razne akutne bolezni, je lahko recimo to prometna nesreča, recimo s paraplegijo, potem recimo mlad motorist na vozičku, ki bo prvi trenutek rekel, ko bo videl, da pač njegove noge ne delajo več, da hoče umreti.
Ali pa recimo nekdo, ki se je s petardami igral, pa mu je počela, pa mu je roko odtrgalo ali pa oslepel, bi tudi mogoče v tisti začetni fazi želel umreti. Ampak po nekaj časa, ko mine nekaj časa in recimo ta strašen šok mine, ti ljudje radi živijo, ti ljudje lahko veliko prispevajo k družbi, ti invalidi na vozičkih imajo svoje družine, imajo delo, se športom ukvarjajo, se veselijo življenja. Zato recimo je kup takih tudi psihičnih težav. A veste, veliko ljudi je, ki se jim neka nesreča zgodi, nekoga zgubijo in so potem recimo depresivni nekaj časa, pa takrat bi res rekel, najraje bi umrl. Ampak to mine. Zanimiva situacija je tudi glede darovanja organov. Darovanje organov je zelo kontroverzna tema, zato ker ljudje, ki so na robu, ki so ranljivi in ki mislijo, da njihovo življenje ni nič vredno, so potisnjeni, so nesvobodni v odločitvi, ko enkrat reče, jaz pa lahko nekomu rešim življenje s tem. Tako da pri mladih, recimo, to imamo z Belgije veliko teh primerov, govorijo o tem, da recimo ponudijo mlademu, da, ki reče, naveličan sem življenja, nočem več živeti, zgodilo se mi je nekaj, recimo dekle, bila je posiljena in zahteva, da jo ubijajo, in potem jim dajo spisek ljudi, ki recimo čakajo na organe, pa rečejo, temu bom dal srce, temu bom dal levo ledvico, temu desno ledvico, temu bom dala maternico, za tega so moje roženice in tako naprej. In je to altruistična evtanazija, temu rečejo, in to so res strašne zlorabe. Ampak vidimo, da so finančni, pravzaprav, da je eden izmed največjih sponzorjev torej programa MAID, torej Medical Assistance in Dying, torej transplantacijska družba. Zdaj v Kanadi je že 15% vseh transplantacij z organi evtanaziranih ljudi, v Belgiji, na Nizozemskem podobno, tudi Španija je to sprejela. Kanada je v zadnjih letih postala največji izvoznik organov na svetu. V Kanadi umre vsako leto približno 20,000 ljudi zaradi evtanazije in v zadnjih 10 letih je takih umrlih za evtanazijo približno 90,000. Recimo v Nizozemski Belgija, ta Benelux, imajo recimo pred Božičem, pa pred recimo poletnimi počitnicami 20% večje umiranje. In te številke so dostopne pri njih, v njihovih podatkih, v teh poročilih, in ker so tudi zelo očitni razlogi, zakaj ljudje delajo evtanazijo. V največjih primerih je to osamljenost, izguba avtonomije. To je več kot 90% ljudi navaja to kot eden izmed razlogov, zakaj so šli v evtanazijo. To je daleč od tega, da je bilo neko neznosno trpljenje, kar si mi predstavljamo, da je to bolečina. To ni bolečina, to je obup. Bolečina je šele na 5. mestu med vzroki, zaradi katerih se ljudje recimo ponekod odločijo za tako smrt. Šele na 5. mestu. V današnjih časih, ko se trudimo tudi s paliativno medicino, ni potrebe več, da bi bilo ljudi strah zaradi trpljenja ob bolečini. Tako da to brezmejno trpljenje je eno veliko pretiravanje in tudi to, da recimo ljudje radi živijo, kljub težavam, kljub kroničnim nenalezljivim boleznim, kljub invalidnostim, je nekaj, kar je treba poudariti. Življenje je torej enkratno, neponovljivo, mi za njim stojimo, se ga veselimo, ga podpiramo in smo tudi absolutno proti temu zakonu. Praktično v Sloveniji sprejemamo zakon, ki je med bolj liberalnimi pri določanju pogojev, zakaj ljudje lahko kandidirajo za evtanazijo. Življenje je nedotakljivo. To pomeni, da ne moremo se ljudje drugi vtikati v življenje drugega ali pa seči po njem. Mi ohranjamo življenje in ga visoko cenimo. To, da v stiski ponujamo smrt, je res žalostno. To je res, kot da bi spustil zlo z verige. Namesto, da bi krepili paliativno skrbo, nasploh zdravstvo, krepili kader, da bi res privabili, navduševali mlade za ta poklic, ki je res lep. Mi ponujamo kontra, ponujamo smrt, evtanazijo,
In s tem zakonom sem prepričana, da bomo res dali ljudem še večji občutek bremena, da ko sem pa bolan, ko sem v stiski, se pa lahko poslovim, se pa lahko odstranim iz tega sveta. To so starejši, ki si ne želijo dodatnega očitka, da so breme, ker to že čutijo. Potrebujejo samo pomoč in bližino. Gre za zakon, ki prikriva svoje senčne plati in da za peščico ljudi, ki si to želijo, tak zakon nikoli ne sme biti sprejet. Ker naenkrat bi bila to ena možnost, ki bi lahko tudi določene ljudi potiskala v to smer, kljub temu, da mogoče to zanje ni najboljša rešitev. In da bo nekako to preveč udomačil, seveda ne čez noč, ampak s časoma. Da bo to, da se odločiš za končanje življenja, postalo nekako normalno. Ti Rubikoni, te neke meje, ne sme biti nikoli prestopljene, ker tudi na ubijanje se navadiš. Delati moramo na solidarnosti, na pomoči, na večjem medsebojnem sožitju družin, mlajših in starejših, na vseh tistih najglobljih humanističnih prvinah človeštva, zaradi katerih je družba tudi rasla, je tudi skozi humanizem in renesanso nas pripeljala, bom rekla, v cvetočo to zahodno civilizacijo, ki danes na tak način pravzaprav izgublja te svoje korenine in se na nek način izteka. To je res, se mi zdi, en žalosten, tudi težek čas v Sloveniji. Temeljno vprašanje, ki si ga moramo kot družba postaviti v zvezi s sprejemanjem tega zakona, je odnos do življenja. Vse velike civilizacije so propadle, so se na nek način izrodile. Kaj se dogaja z zahodno civilizacijo, se kar bojim razmišljati. Ampak gotovo je to bom rekla, ena izmed stvari, ki je nedopustna. V Sloveniji smo eden izmed redkih narodov, ki imamo priložnost stvar zavrniti na referendumu. Zato je pomembno, da ne odpiramo Pandorine skrinjice, ki je ne moremo zapreti. Po nobenem logičnem postopku je ne moremo zapreti. Pejmo na referendum in glasujmo proti temu žalostnemu zakonu za Slovenijo.